A ti veš, da so letos dvignili starostno mejo za vožnjo e-skirojev na 15 let? Vem, ja. V bistvu se vedno več nesreč dogaja z e-skiroji. Letos se je sploh slabo začelo, ker sta že 2 umrla, tako da očitno moramo biti bolj strogi. Ja. Najpogostejše kršitve so vožnja brez čelade, to pomeni, da je mlajša od 18 let. Potem strani smer vožnje, vozijo po napačni strani, ugotavljam tudi vožnjo pod vplivom alkohola oziroma drugih psihoaktivnih snovi, neupoštevanje prometne signalizacije, recimo vožnja v rdečo luč, ali pa neupoštevanje talnih označb, pa uporaba slušalk oziroma telefona med vožnjo. To so te najpogostejše kršitve, ki ima velik vpliv na prometno varnost in seveda na možnost, da pride do prometne nesreče. Kako lahko preprečimo najhujše posledice? Predvsem z zavedanjem lastne odgovornosti, predvsem s tem, da sami moramo poskrbeti in zase in za vse okrog nas in s tem pač lahko naredimo vse ali pa nič. Se pravi, imejmo neko spoštovanje do drugih, razmislimo o tem, da smo sami tisti, ki se odpravimo v promet, da moramo biti takrat osredotočeni in da seveda ne smemo voziti pod vplivom alkohola ali kakšnih drugih substanc, ter pa seveda, da moramo upoštevati cestno-prometne predpise. Brez telefonov, brez slušalk, uporaba čelade, tudi če ta ni obvezna, to nam vse lahko reši življenje. Zato res pozivamo vse, da imejte to v mislih, preden greste na pot. Drugače so e-skiroji the best, če hočemo manj avto na cestah. Jaz ga redno uporabljam, pa seveda vedno nosim čelado. Tako kot jaz na biciklu. V bistvu sem tudi ta mala dva navadil, da ne gresta nikoli na kolo brez čelade. Prvi tudi ne. Sploh ni problem. Okay.